Živijo vsem skupaj, lep pozdrav, ura je 18. Slišim, da ste imeli zelo dobre debate, izmenjava mnenj, čim več tega, čim več izkušenj med sabo, to je krasno. Miran, predsednik naš Zlati, je na začetku povedal nekaj pravnih zadev iz ustave, iz lokalne uprave A in iz lokalne samouprave A in potem seveda tudi iz druge tako imenovane samouprave. Jaz bi samo vas opozoril na eno distinkcijo, ki je v ustavi interesantna, in sicer, ko ustava govori o lokalni samoupravi, govori v smislu prebivalcev. Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah. Zdaj, če ste pozorno poslušali, piše prebivalci Slovenije uresničujejo samoupravo. Prebivalci so vsi, ki prebivajo na določenem ozemlju. S stalnim naslovom, brez stalnega naslova, priseljeni. Skratka, vse, kar živi in prebiva, kompletno prebivalstvo. Občine. Potem je pa ta druga samouprava, ki jo izvršujemo v Društvu za srečno življenje Belis. Če ste pa zdaj tukaj pozorni na prvo besedo, pa se prva beseda glasi: državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. Dragi državljani, danes vsi tukaj, dragi državljani na Zoomu, dragi državljani, ki gledate v živo preko YouTube kanala, čestitam vam za državljansko držo. Prebivalci so pač prebivalci, ki jih vodi župan vsake občine, prepoveduje vstop v vsako bencinsko pumpo, da ne naštevam, vsi vemo, kakšna je situacija, da se ne ponavljam. In upam, dragi prebivalci, da se boste kmalu prebudili in si vzeli svoje državljanske pravice v roke in se zavzeli za svoje pravice. Kajti, kakšna je razlika med prebivalcem in državljanom? Prebivalec prebiva in čaka ukaz, lepo mu je, hodi v službo, v petek na pivo, v soboto in nedeljo spi in ponedeljek mu je podaljšan delovni dan, dokler spet ne pride petek. Brez razmišljanja ob TV filmih, nogometnih tekmah, športu in drugih zabavah. Mogoče še kaj zraven. Medtem ko državljan drži državo. Zato smo državljani tisti, ki smo država, ne vlada, ne predsednik. Ti ljudje morajo biti v tej funkciji, da nas zastopajo, naš interes. Mi smo država. Da boste razumeli, zakaj gre. Državljan je v pravnem odnosu, medtem ko prebivalec pa ni. In če se svojega pravnega odnosa zavedamo, svojih pravic, svojega poslanstva in samega sebe seveda, potem se združujemo, tako kot smo se mi združili v društvu. In rad bi povedal danes, da imamo v statutu, v našem statutu Društva Belis, 10. člen, 3. alineja, kjer piše, da društvo, poleg tega, kar je že naš predsednik lepo povedal, društvo sodeluje tudi z drugimi podobno usmerjenimi organizacijami, društvi v Sloveniji in v tujini. In danes imamo ne enega, ampak dva gosta presenečenja, potem pride pa naša podpredsednica Eveljana na vrsto in najprej bi seveda povabil Luka Belca, da v par minutah pove, kako v njihovem društvu za otroke poskrbijo. To je predvsem zanimivo za vse tiste starše, ki imate šoloobvezne otroke, da boste vedeli, kam se lahko obrnete. Torej, to gre za uvodno besedo. V naslednjem tednu pa mislim, da bo prišel čas, ko se bo društvo predstavilo, da bomo poskrbeli tudi za naše otroke nekoliko drugače, v zdravem duhu in v zdravem telesu. Luka, izvoli. Hvala lepa. Se me vidi. In lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Luka Belc. Nekaj časa sem že član društva Belis, pa mi je kar veliko
velik aspekt mi je odprl, če ne drugega, sem v času korone, ko sem popolnoma vse izgubil, delal sem namreč na dogodkih, delal sem ogromno z otroki, animacije, raznih programov, v Atlantisu sem vodil celoten aqua fitness sistem, pač je vse skupaj padlo v vodo in smo malo se bolj usmerili, osredotočili na otroke, tisto, kar pač imamo, kar smo še obdržali in kamor neke upe za prihodnost lahko dajemo. Nimam svojih otrok, zato ker imam vse otroke tega sveta in mi je ravno toliko mar in vsem inštruktorjem, animatorjem v našem društvu je toliko mar, da se ni nihče cepil, nihče ne nosi maske in tudi to nekako ta duh zdravega telesa, zdravega načina razmišljanja predajamo naprej otrokom. Seveda tudi vam staršem, če želite priti, pa se nam pridružite. Skratka, mi je v veselje, da lahko povem, da smo dejansko edino društvo, ki smo v februarju, se pravi letos 21, leto 21, smo edino društvo, ki smo naredili spalne tabore, malo smo sicer zaobšli sistem, tako kot ga je danes treba iti, če hočeš živeti, ampak vendar smo bili popolnoma pravno pokriti in tako je 25-26 otrok je dejansko imel en teden super žurke, ogromno gibanja, brez mask, brez kakršnekoli COVID terapije in psihologije. Ko je bila psihologija, je bila samo tam, a gremo v trgovino z ali brez, absolutno gremo brez. In otrokom se je tudi tako zelo dobro zdel. Pa tako, naj vam še nekaj povem, ne, dragi starši, tisti, ki ste na Zoomu, tisti, ki ste na Facebooku, tisti, ki ste tule. Veliko berem, kako je otrokom to cel žur, tiste palčke si v nos tlačete, ne. Naj vam povem, da sem letos čez svoje roke dal približno enih 700 do 800 otrok, tudi en ni rekel, da mu je to žur. Tudi en ni tega rekel. Tako. Iz prve roke. Brez čustvene afirmacije do otrok. Starši malo drugače gledate na otroke, jaz, ki niso to moji otroci, pa bolj iz strani, se pravi, morajo biti tratirani popolnoma enako kot vsi ljudje tega sveta. Tako da, draga družba, tudi letos bomo delali, se pravi, imeli smo zimski tabor, imeli smo poletne tabore, imeli smo varstva za otroke v Domžalah, v Bohinju in v Kranjski Gori. Letos smo se odločili, da bomo zadevo še razširili, tako da apeliram na vse vas, ki želite svoje otroke dati v eno tako svobodno razmišljanje. Zaželeni so tako cepljeni, ne cepljeni, skratka ne delamo razlik, samo držimo našo filozofijo zdravega načina in razmišljanja in pa ene normalne, logičnega pogleda na življenje, tako da vas vabim, da se nam pridružite, otroci, lahko pa tudi starši zraven. Definitivno za zimske počitnice so že razpisani tabori, 3 v Bohinju, v Kranjski Gori, plus še mobilni, se pravi tiste, ki se jih zjutraj pobira v Ljubljani in v okolici in se jih potem vozi v Kranjsko Goro. Že planiramo tudi poletne tabore, naši tabori so usmerjeni v gibanje in pa v veliko animacije, možgančke tudi kravžljamo, skozi različne animacijske igre, skozi različna iskanja zakladov, pobegov iz sob, raznega zagonetnega reševanja, ampak logičnega reševanja takih vsakodnevnih težavic. Tako da, evo, še to, da vam povem, ker meni je Mihael dal besedo, pa sem rekel, nisem pripravljen, ker res nisem pripravljen, zna biti to zelo dolgo, zato sem rekel, bolj, da se malo pripravim, da me ne boste pol obsodili, da sem kakšen fidel, ker ima malo predolge govore. V glavnem takole, še informacije vam podam, kam se lahko obrnete.
in sicer pripravite si pisala ali pa tipkala in si zapišite. Namreč spletna stran je www.funwithus, piši kao što govoriš, oziroma piši kot govoriš, fanvit minus, oziroma pomišljaj as.si. Zdaj vam bom pa še e-mail povedal, kamor lahko svoje prijave podate ali pa kakršnakoli vprašanja oziroma več informacij. Je pa fanvitas, vse skupaj, fanvitas, @siol.net. Ponavljam, fanvitas, @siol.net. In pa še telefon 040 209 066, kontakt je Dušan, ali 041 678 210, 041 678 210, kontakt je Luka, to sem pa jaz. Če vas interesira, dejte nam ali pa SMS ali pa pokličite, da ste interesenti, pošljite nam vaš mail in vam mi pošljemo vse podatke, vse razpisane termine, vse cene in seveda smo vam na voljo za kakršnakoli vprašanja. Evo, to je bilo z moje strani vse. Se vidimo, upam, naslednji teden. Vse dobro, hvala za besedo, hvala za vaša ušesa. Vidi se ti, da si animator, motivator, No, hvala. številke povedal, če sem si jaz uspel zapisati pri mojih letih, verjamem, da si je še marsikdo drug. Tako, Ja, evo, hvala lepa. dobrodošli in Hvala lepa. Se vidimo. In hvala lepa za čudovit domač džin, ki ga res delaš kako polni luni ali kako. polni luni Čudovito, moram reči. Ja, super. ob polni ljubezni. Še ob polni ljubezni, evo. Ja, In čuti se malo tole. magijo dame. Tako da malo pokažem, kaj je prinesel Luka, rekel, napiše džin, pa napisan z flomastrom, gor res homemade, totalno. Tako da, iskrena hvala. Dobro. Hvala. Zdaj pa imamo naprej in sicer imamo pa gosta presenečenja, naslednjega. Naš gost presenečenja je gospod Miha Berčič. Nič ne bom povedal, o čem bo govoril, ker bo zgovoren sam in bo povedal vse, kar ima danes povedati. Izvoli, dobrodošel. Kamera je tvoja. Dober večer. Aha, tamle. Živijo. Ne, pa tle. Dost na glas? Bo, ne? Okay. Se sliši, ne? Okay. Mihael me je poklical, mislim, da 2 dni nazaj. Je rekel, da je prišlo do enih rošad in če lahko jaz nekaj spodbudnega povem za vse člane tukaj in pri vas doma. Sem se odzval v bilu, toliko da dobro poslušajte zdajle, samo brez panike, vse je dobro, vse je tako, kot mora biti. Hvala lepa. Ok, povečkaj. Malo šale na stran. Dosti sem razmišljal, kaj bi v bistvu povedal, kaj bi podelil, sem imel tako, oziroma imam še zmeraj eno zelo pestro življenje, pa sem potem večkrat tako razmislil, da glede na to, da se zdaj tekom te korone ukvarjamo z zelo specialnimi stvarmi, ki so zelo lokalne, pa tudi širše, da bi dal pa eno tako večkrat perspektivo, bom rekel, mogoče gor iz nebes navzdolno. Jaz verjamem, da smo tukaj na tem planetu zaradi tega, da izkusimo fizično vse pogoje, ki jih postavljamo na brezpogojno ljubezen. Zdaj pa, kaj je bistvo življenja v enem stavku, zdaj pa da to večkrat razčlenim. Rodili ste se v neformalno šolo, ki se ji reče planet Zemlja oziroma življenje na planetu Zemlja. Ta šola traja 24 ur na dan, 365 dni na leto. Ni napak, so samo zmage pa porazi, ampak tudi poraz ni v bistvu nič manj opolnomočena stvar kot zmaga.
življenje je sestavljeno iz lekcij in lekcijo ponavljate to dolg časa, dokler se jo ne naučite. Vsak dogodek ali pa oseba, ki pride v vaše življenje, je univerzalen učitelj. In če ste zavestni, pa če opazujete svoje življenje, pa ga spremljate, se lahko iz njega učite. Obstajata samo dve obliki učenja. Eno je z bolečino, drugo je pa z inteligenco. Kar v bistvu pomeni, da z bolečino se lahko učite tako, da vse izkusite v svojem življenju, in bolečina pride takrat, da vam da fokus, da pogledate, kaj ne delate v skladu z naravnimi zakoni. Če ste inteligentni, vas bo malo bolelo v življenju, če ste pa malo manj zavestni, bo pa ta bolečina se stopnjevala do te mere, ki se bo ponavadi razvila ena močna bolezen, ki vas bo parkovala v poslu, da boste svoj fokus res obrnili vase, ne pa navzven. In boste pogledali, kaj ste v življenju delali v neskladju z naravnimi zakoni in kako lahko to popravite. Vaša duša izkuša vse prek intelekta in živi v fizičnem telesu. To fizično telo je matrično narejeno, v bistvu informacija je zapisana v DNK-ju, sestavljeni smo pa, vse kar vidite tukaj, iz zvezdnega prahu, v bistvu smo zelo nebeški, pa neki tudi zemeljski. Tole telo, ki ga vidite, pa da sploh obstaja pa zaradi tega, ker je v stalnem tonu, in ta ton je pa ton matere Zemlje, oziroma frekvenca matere Zemlje. Ko enkrat prekinemo to frekvenco, prenehamo obstajati na tem nivoju. Zdaj pa če veste, da so vse samo lekcije in da jih ponavljate toliko časa, ki se sicer prikazujejo v različnih oblikah, dokler jih ne osvojite. In kdaj veste, da ste eno lekcijo osvojili? Takrat, ko se vaše dejanja spremenijo. Takrat, ko gledate na življenje z enega drugega zornega kota, pa ko se nek mir v vas naseli. In ne vem, zdaj, če ste kaj od tega res slišali, da ni šlo samo tukaj not, pa tukaj ven, ampak se je kaj tukaj le vmes ustavili, potem lahko greste pogledati vso svojo preteklost, pa kakšna dejanja pogledate iz malo bolj sočutnega nivoja in mogoče oprostite določenemu človeku in te zamere ne nosite s sabo. Pa mogoče za na konec še ena taka za razmisliti ideja. Jaz sem se naučil tudi od mojih staršev, ki so moji največji učitelji, da je težko imeti človeka rad, da ga je pa veliko lažje imeti do njega brezpogojno sočutje. In če si sočuten do sočloveka, kjerkoli, ne glede na to, kjer rase je, ker smo ena rasa, en planet, ga imaš potem tudi lažje rad, ne glede na to, kar je pač storo. To je v bistvu to, kar bi vam jaz danes imel za podeliti. Hvala lepa. Dragi Miha, iskrena hvala, da si sprejel ta izziv. Namreč danes bi morala biti z nami Lili Knafalc in je pač prišlo do enih težav čez noč, se ne počuti dobro, se je opravičila, tako da sem opravičilo dobil, potem sem tebe prosil in si brezpogojno sprejel. Res iskrena hvala še enkrat, da si to bogato vsebino, ki je zelo resnična, podelil z nami in tudi v meni si prebudil eno zanimivo stvar. Torej, jaz sem hodil 6 let na teološko fakulteto, kjer sem študiral za duhovnika. Tam so nas učili, kaj je to brezpogojna ljubezen. Potem je prišla pa praksa. Ampak v praksi smo spet naprej mi ljudi učili, kaj je to brezpogojna ljubezen. In ti si to tako lepo povedal, v 6 letih teološke fakultete tako lepe in tako pravilne definicije naravnega zakona, Božjega zakona, prane, ki nas obdajajo, vse to življenje in ta konekcija ali pa diskonekcija, ko se rodiš in ko se diskonektaš z te frekvence matere Zemlje, odideš nazaj spet, si tako lepo povedal,
da je v bistvu vsa Biblija, vsa teologija, vsi oni očetje, ne vem kateri, se zgubijo v vseh teh besedah. Iskrena hvala. Moram pa povedati še nekaj drugega, da ko sem jaz v življenju spremenil moje besede v dejanja, da se je v meni tudi vse spremenilo, da nisem več učil o brezpogojni ljubezni, ampak sem jo začel živeti. Ne znam vam povedati občutkov, kakšna razlika je to, ko občutiš srce ali pa ko pamet računa, kako in kaj bo rekla za pridobitniške stvari v imenu enega Boga, o tem, kar je govorila Jasna prej, a ne? Bog je v nas, to dejansko v našem srcu. Jezus je rekel, bližji kot so roke in noge v našem srcu. In če s tem predpostavko se postavimo na cesto, noben ukrep ga ne rabimo in ljudje, za te ljudi postanemo nevidni. Imamo posod vstop in posod vhod. Hvala lepa še enkrat in se vidimo prihodnji teden, tako kot dogovorjeno. Ja, Ok, se vidimo prihodnji teden. Hvala še enkrat. Miran, hvala za tole, ki si mi posodil. Zdaj pa seveda na vrsti Iveljana. Ona pri meni tudi vsak dan zaključ, vsak dan moli zame, z mano, ob meni, kakorkoli, z nekom drugim zame in meni je res lepo. Moram priznati. Draga Iveljana, iskrena hvala za vse tvoje molitve, za vso tvojo brezpogojno ljubezen, za vse moje napake, ki jih ni malo, a ne? Ki jih ni več? Ja, ne, čakaj, mislim, mene so... Ja, zdaj jih ni več, če ne pa molitev Ja, nima ne, učinka. hotel sem jaz iz zgodovine povedati, ker nas so učili tako, da je treba sprižnice reči, ne ravnajte se po mojih dejanjih, ampak po mojih besedah, a ne? In zdaj je treba... Ne glej na moje dejanje, Tako, zdaj pa ampak treba... na vero. No, tako, s tvojimi molitvami seveda sem jaz uspel to matrico spreobrniti in vsem Sloveniji pomagam od prvega dne te namišljene epidemije to matrico razbiti, kajti to, kar nam počnejo, ne bo več dolgo, kaj mi smo svetlobna bitja z Božjim poslanstvom in o tem nam bo danes Iveljana v nasvetih za srečno življenje podala v teh nekaj minutah. Iskrena hvala. Prosim. Ja, najlepša hvala. Čudovita predavanja smo že imeli, hvala za vse vaše čudovite besede, ker beseda, ki je dobronamerno izrečena, če pade na plodna tla, iz tega semena, besede, ki uživlja, so rezultati, slej ko prej. Seveda moramo biti potrpežljivi, veliko besed, ki so izrečene, nažalost pozobajo ptice v narekovaju, odloki, kakšna beseda pade na kamen, vendar veliko besed pade na plodna tla. In ko sem jaz slišala besedo brezpogojna ljubezen, sem jo slišala in začela živeti. Ni bilo lahko, priznam. Za seboj sem imela dobesedno pekav. Veliko neznanja, veliko bolečin, vendar sem se odločila za ljubezen. Tudi Jezus nas uči, ljubite svoje sovražnike, kakor samega sebe. Če ne ljubimo bližnjega, potem smo mi sodniki, smo mi v problemu. In ker smo mi v problemu, se stvari ne spreminjajo. Ostanejo take, kot so. S tem, da smo tudi mi ranjeni, tudi mi smo stran od radosti. Zato je resnično edina pot do sreče v naših srcih, v našem življenju, v naših družinah, v našem okolju. To, da se vsak posameznik zavestno, odločno, z vero odloči, da ne bo nasedal besedam tega sveta, da ne bo nasedal identitetam, ki nam jih limajo kot etikete, na nas, o čemer je danes lepo Jasna že govorila. Zelo zanimiva etiketa je, da smo grešniki. Napačna. Nismo grešniki. Mi smo otroci ljubezni. Poslani na to zemljo, da živimo to ljubezen, da smo radostni, da delimo to ljubezen.
Seveda nas marsikdo prizadene. Ampak preden zaide sonce, če odpustimo temu dogodku, če ga blagoslovimo, če ga sprejmemo z brezpogojno ljubeznijo, potem nam ne more škodovati. Potem zaspimo z radostjo in se zbudimo ponovno z radostjo. Zato je modro, preden zaspimo zvečer, v mislih pogledati današnji dan, tekoči dan, kdo nas je prizadel, kaj je nas prizadelo, koga smo mi prizadeli, ne hote ali hote, in to v duhu blagosloviti. Na en način se temu reče, da se odločimo, da ne bomo tega več delali, da bomo blagoslavljali naše bližnje, da jih ne bomo sodili, ne bomo o njih grdo govorili, jih upravljali, pisali v njih sodbe, tožbe, ampak da bomo delali za mir in sprave, najprej v svojem srcu, v svojem duhu, potem pa tudi avtomatično se bo to zrcalilo, presvetljevalo v našo bližino. Jaz osebno sem celo napisala knjigo leta 1995 iz pekla v raju, v kateri imam eno pesem: ne bom se jezila, da ne bom duše zasmodila. Ne bom se jezila, da ne bom živali prepudila. Ne bom se jezila, da ne bom hudiču služila. Ne bom se jezila, da bom le ljubezen pila in vso temo v luči zlila. Pa še tako naprej, a ne? Vedela sem, jaz sem kot človek na tej zemlji pač podedovane vibracije, identitete od bližnjih, sem pač dogodke, ki so mene prizadeli, sprejemala z jezo ali sodbo. In sem se oddaljevala, ločevala od ali situacij ali od ljudi. Ko pa sem spoznala moč brezpogojne ljubezni in sem doumela, da bo ona meni prinesla več kot vse moje premoženje, ki sem ga takrat že imela. Da je brezpogojna ljubezen več vredna kot hiša, 3 stanovanja, denar, lepota, lepe obleke. Sem bila pripravljena vse izgubiti, samo da bi začutila to brezpogojno ljubezen. In spominjam se, ko je po enem naključju na en način bila darovana moja hiša za višje namene. Mi je bilo hudo, priznam. Ampak ker sem vedela, da jo moram to situacijo sprejeti z brezpogojno ljubeznijo, seveda sem se malo pojokcala, ampak potem je zmagal mir v meni. In nenadoma sem začutila, da nisem izgubila ene hiše, da sem jih dobila ogromno hiš, cel planet je bil na en način potem moj dom. In hodila sem svobodno. Nisem bila navezana na en košček zemlje, na en košček hiše, ampak nenadoma sem začutila, da sem svobodna. Da je vsa zemlja last Božjih otrok. In da imam pravico po tej zemlji hoditi z ljubeznijo, se veseliti petja ptic, povonjati dišeče narcize. Hiša je bila namreč na Golici, pod Golico. Prihodi. Kupila sem jo, ko je bilo okrog nje samo dišeči beli plašč, narcize. Dišalo je. Navidezno sem izgubila te bele narcize. Ampak zdaj jih pa nosim. V bistvu jih nosim v srcu. Smijim se. Ne zato, ker imam en košček zemlje, na kateri enkrat na leto rastejo narcize. To narcizo imam v srcu. Po mojih dejanjih. Priznam, so dogodki, ki me ranijo. Ampak to so virusi v mojem fizičnem telesu, ne v duhovnem. Imamo duhovno resnico, imamo pa tudi fizično realnost. In zdaj smo v tej tranziciji, ko se naša fizična realnost spreminja nazaj v tisto realnost, ko je naša prvobitna matrica ali original. Na en način to, kar vidite, je kopija mojega originala. Ni to popolna kopija. Popolna kopija bo, ko ne bom nikoli bolana,
ko ne bom okušala smrti, ko se ne bom starala, ko bom živela radostno življenje in ko bom nevidna za vse sovražnike okrog mene. To je moja pot. Živeti original tukaj zdaj na zemlji. In to me usrečuje. Zato, ker odpadajo navezanosti, identitete, o katerih je Jasna tako lepo govorila. Nisem več grešnica, nisem več obložena s krivdami, nisem več revna, ne bogata, nisem več jezna, nisem več sodnica, nisem pravnica, sem preprosto otrok ljubezni. To, kar sem. Jezus je rekel, bodite kakor otroci, ker njihovo je Božje kraljestvo. Ne natikajte si identitet, da ste pravniki, vladarji, predsedniki, župani, učitelji, duhovniki, protestanti, peki, kuharice, dojilje in tako naprej in tako naprej. Najprej smo to, kar smo. Božji otroci, otroci ljubezni, otroci radosti. In če nas karkoli od te identitete Božje loči, smo mi tisti, ki moramo to v sebi resetirati, zbrisati, zradirati, delati. In vedeti moramo, kdo smo. In to živeti, kakor je moj mož zelo lepo povedal. Eno je znanje, drugo je vedenje, tretjo je, da to živimo v dejanjih. Če bi govorili angelske jezike, če bi imeli vso vednost tega sveta, če bi vse svoje premoženje podarili ljubezni, pa ne bi imeli, nismo nič. Ljubezen je tista, ki spreminja nas in vse okrog nas. In kot je moj mož rekel, molitev je pogovor z najvišjo vibracijo, ki se reče vibracija radosti, veselja, življenja, popolnosti. Nekateri pač imajo zvezi, da rečeš Božja vibracija, upore, ker so bili na en način ranjeni skozi sekte, skozi religije, ker so gledali Jezusa na križu. Kot vemo, je bil na križu samo 3 ure. V grobu je bil samo 3 dni. Ljudje pa ga imajo še vedno na križu. In veliko ljudi v grobu. In vendar je že davno vstal. Niti umreti ni mogel, zato ker je bil Božji sin. Samo zapustil je telo, odšel je v pekel, obujal tiste ljudi, ki so verjeli v vstajanje od mrtvih. Imel je delo. Veliko delo je naredil v peklu. Premagal je smrt in jo dvignil v življenje. In to še vedno se dela na tej zemlji. Evangelij je radostna vest. In ko bojo vsi ljudje slišali to radostno vest, da se lahko svobodno odločimo ali za življenje, za radost, za ljubezen, ali pa za vero v smrt, v bolezni, v cepiva, v maske, v testiranje, v revščino, v te identitete. Vsak ima svobodno voljo. In te svobodne volje nam noben odlok ne more vzeti. Ne more, hvala Bogu. Imamo duhovno svobodo. Imamo miselno svobodo. Lahko nam telo zaprejo, nas dajo v zapor, nas ranijo, nam odsekajo roko, nas razstrelijo z dinamitom. Ampak duše in duha tega ne morejo narediti. Nihče. Nihče. In to je vesela novica. In kdo verjame v to veselo novico, bo živel tudi, če ga ubijajo. Jezusa so križali, pa ne zato, da bi on doživel nesmrtnost. On je bil nesmrten še preden je prišel na zemljo. To je pokazal na gori spremenitve, ko sta Elija in Mojzes ga obiskala. In že takrat je on imel sveto poveličeno telo. Učenci so popadali od strahu, kaj se dogaja. Ker pomeni, da Jezus ni rabil smrti.
da bi živel večno življenje. Tudi mi je ne rabimo. Mi rabimo vero v večno življenje. Mi rabimo vero, da obstaja milost, da smo ustvarjeni po Božji podobi, da je naš original popoln in da smo tukaj na zemlji, da ta original zaživimo v vsej 100% polnini. In to prinaša srečo, radost in mir. Vsak bo po svojim drevesom svojega Boga molil v poslednjih časih, je napisano v Svetem pismu. Ne more nas odrešiti niti partner, ki je še tako ljubeč do nas. Ne more nas odrešiti niti ustava, ki nas ščiti naše pravice. Ne more nas odrešiti čudovita hrana, zdrava hrana, narava, sprehodi po gozdu. Odrešuje nas naša vera, da smo otroci ljubezni, da smo kot otroci ljubezni tudi mi večni in da imamo pravico in dolžnost živeti v telesu radostno, zdravo, popolno, večno življenje. Mi smo samo otroci. Nismo ustvarili ne sonce, ne lune, ne zvezd, ne čudovitega sadja, ne čudovitih rož. Lahko pa to sprejemamo z ljubeznijo, z radostjo, uživamo v pogledu na čudovite cvetlice, vonjamo te cvetlice, poslušamo petje ptic, žuborenje slapov, uživamo lahko na morju, v skupnosti čudovitih ljudi, članov društva Belis. To lahko. In to, kar sprejmemo, lahko darujemo. Če sprejmemo to, da smo ljubezen, lahko tudi darujemo ljubezen. Če sprejmemo radost, lahko tudi darujemo. Če sprejmemo mir v srce, se mir okrog nas širi. In Bog je alfa in omega, začetek in konec. Vmes pa, kakor se mi odločimo. Lahko smo grešniki, lahko smo v bolečinah, lahko smo bolani, lahko se voskujemo, lahko se tožarimo, lahko pa se veselimo življenja. In vsak dan delamo za to, da se bo ta luč in ta resnica, ta veseli evangelij širil po vsej zemlji. In to so moja navodila za srečno življenje, da spremete, kdo ste, kaj ste, da ste otroci ljubezni. In če dovolite, vam bi prebrala eno pesem iz svoje knjige, ki sem jo prej odprla, 33 sporočil imam v svoji pesmi in naslov te pesmi je Prebudi se otrok. Prebudi se otrok, ki spiš, da svoje sreče ne izgubiš. Prebudi se ta hip, da novo življenje zaživiš. Prebudi se otrok, ki jočeš venomer, da solze vse obrišem ti. Prebudi se ta hip, da oči zasvetijo se ti. Prebudi se otrok, ki osamljen sam živiš, da prijatelje ti nove podarim. Prebudi se ta hip, da te od samote osvobodim. Prebudi se otrok, ki v bolečini sam trpiš, da trpljenje tvoje v radost spremenim. Prebudi se ta hip in mi daj svoj križ. Prebudi se otrok, ki po široki poti blodiš in na mojo pot ljubezni stopi. Prebudi se ta hip in po ozki poti, ki jo Belis, Elis kaže, hodi. Prebudi se otrok, ki si v zemeljskem peklu in me še danes v svoje srce sprejmi. Prebudi se ta hip in spoznaj, da le dejanje ljubezni je rešitve tvoja pot. Prebudi se otrok, ki v večno smrt drviš, da te posvetim. Prebudi se ta hip, da ti življenje večno podarim. To je pesem, ki sem jo napisala še takrat, ko sem bila jaz v problemih in sem molila in želela, to je bilo leta 1995, začutiti to radost življenja. Ko stopimo na to pot, najprej naredi vsak prvi korak. Potem je treba drugega narediti. Včasih je treba počivati 1 leto, 1 dan, 2 sekunde in naredimo tretji korak.
važno je, da po tej poti brezpogojne ljubezni hodimo in da mi zmagamo z brezpogojno ljubeznijo, ki jo mi čutimo v srcu in ki jo mi lahko darujemo. Zdaj pa, če so kakšno vprašanja, Mihael? Evo, izvoli, z moje strani, torej, jaz sem v 33 letih pri tebi vsa vprašanja izčrpal. Zanimivo, da si omenila 3 ure, pa 3 dni in 33 let in zdaj tudi najnih 33 let, 32-33 prihaja v tisto obdobje, ko človek dejansko nekako drugače občuti življenje skupnega življenja, ne, moža in žene. Zanimivo mi je bilo, ko sem razmišljal o duši. O duši sem razmišljal v tistem smislu, ko je Bog ustvaril človeka. A stopiš mogoče sem, da te bojo ljudje? Ne, ti si prelepa, danes te gledam. Ja, ko je Bog ustvaril človeka in iz prsti in zemlje ga je ustvaril in tist kup nesreče je pač tam mrtvo ležal ob drevesu, a ne? In zraven je bila voda, ogromen vode, ker je predtem že vodo ustvaril Bog in nad vodo je vel duh. No, in Bog je tega duha vzel in ga skozi nosnice vdahnil ustvarjenega človeka. Takrat je človek postal živa duša. Če ste pozorno poslušali, je duša sinteza duha in telesa. Nam hočejo vzeti najprej zdaj dušo, duha, potem pa še telo z injekcijo. Nas hočejo narediti popolnoma schizofrene ljudi, na eni strani robota, na drugi strani pa samo en intelekt, ki bo googlal za svojo pametjo kot človek 2.0 ali nekaj podobnega. Tako da z vsem tem si v meni to izzvala in to, kar je Jasna danes čudovito povedala. Mi smo se prej pogovarjali, da, veste, pravna oseba, a ne, vi jo lahko kopirate na papir, to je čisto ena druga oseba, pa policist reče, predstavite se, pa mu date tisto plastiko, pa to sploh niste vi, pa mu date fotokopijo pasoša, a ne, ali pa pasoš, potni list, pa to sploh niste vi, ali pa vas na sodišču vprašajo, ali ste vi, ok, Mihael Belis, pa jaz rečem, nisem jaz Mihael Belis, to je moje ime. In tako naprej. A veste, mi smo povsem nekaj drugega. Mi smo božja bitja, bitja svetlobe in se ne damo definirati. Nas hočejo zdefinirati z injekcijo, z ukrepi, ponižati vse do zemlje in še pod zemljo, v peku rečemo temu. Mi smo pa svetlobna bitja, bitja neba, bitja narave in v tem smislu, dragi moji, je sreča tista stvar, ki nas naredi, da žarimo. Ker za srečo morajo biti vsi pogoji izpolnjeni. Če en pogoj manjka, smo nesrečni in ne moremo biti srečni. Tako da hvala za vse te tvoje pesmi, ki so se mi včasih tumaste zdele pred, ne vem, 20 leti, danes pa to skušam razumeti in čutim. 26 let nazaj. Ja, sem pa jaz tudi vmes dozoril in zrasel in čutim, da so stvari pa res precej drugačne skozi te tvoje igrive besede. Si pa zelo uporna, to skozi ponavljaš. Toliko časa, da se učence nauči, a ne? Zdaj dela mojstra. Če mojster dela vajo in ti si jo skozi, tako da iskrena hvala ti za vse to. To je z moje strani, zdaj pa... Če kakšno vprašanje? Vete, jaz sem že to govoril, tle smo govorili, zdaj pa, dragi člani, vi imate tukaj možnost kaj povedati, svoje izkušnje, svoje znanja, svoje pesmice, svoje življenje, Če kakšno vprašanje? svoje tegobe, skratka, tukaj smo zdaj teh 20 minut, uro, Da vam pomagam danes, oziroma včeraj zjutraj sem imela z enim članom zanimiv pogovor in mi je omenil, da gre danes protestirati na Kongresni trg. In potem sta se kar dolgo pogovarjala in na koncu rekel, joj, hvala lepa, sem razumel, da ne smem jeti protestirati, ampak blagoslavljati. Ker če protestiram, nič ne bo spremembe. Se bom jaz slabo počutil in ne bo nobene spremembe. Je rekel, joj, hvala, ker si mi tako enostavno v preprostimi besedi upozorila razliko med protestiranjem in med blagoslavljanjem. Blagoslavljanje pomeni, da mi prenesemo ljubezen do sovražnikov, da mi te ljudi, ki delajo škodo narodu, pač za njih na en način jih objamemo svetlobo, da ti ljudje potem začnejo drugače razmišljati. Ker razmišljajo narobe zaradi njihovih temin, ki se pa lahko spremenijo v svetlobo. Čudovito. Bravo.
Kakšno vprašanje, če ni? A ti bi šla sendviče delati naprej? Super. Ljudje smo duhovna in fizična bitja, fajn je Ja. pa, da jemo z ljubeznijo in kuhamo z ljubeznijo, ker pa je vse samo še boljš. Torej, brez tvojih pridnih rok in že cel dan se trudiš, nabaviš, pripelješ s tistim električnim skirojem, sam si tle v tej kvadratmetrski kuhinji za 30 ljudi, iskrena hvala, jaz mislim, da se jim moramo vsi zahvaliti. 40 sobot, neumorno nas tukaj. A to je danes razveseljuješ. 40. 40. O, moj sreča. bog. Ja, plus minus, a ne, tako da. A veste, kaj je štirica? Štirica, ne, jaz sem včasih se zelo z numerologijo ukvarjal in po Pitagorjevi filozofiji je štirica popolno število. Namreč, prišli smo do ene zrelosti, vemo, kaj želimo, zato ker bo nam potem predsednik še povedal par stvari in ga boste lahko tudi vprašali o njegovih namerah in vsem tem, kar bo, zdaj sem ga malo izzval. Ampak, gledajte, štirica, če jo seštejete, je 1 plus 2 plus 3 plus 4 je 10. To se pravi, gre za popolnost. Začetek in ničla. To je popolna številka. Je sama v sebi zaprta in ne more nikamor več drugam kot se duhovno dvigniti, zato ker je blok narejen, ker štirica se je pisala tako, da je bila sama sebe zaprta. Ne more ne levo, ne desno, nikamor, samo še navzgor. In tudi mi gremo v bistvu samo še navzgor od tega trenutka naprej. Za ta tvoj lift, to je pač obrazni lifting, kuni lifting, ampak jaz sem še duhovni lifting. Tako da, iskrena hvala za ta tvoj duhovni lifting. Hvala ti za društvo, da si ga ustanovila in tako daleč naprej videla stvari. Res, da smo skupaj kreirali, ampak iniciativa je bila tvoja. Tako da, jaz se ti kar v imenu vseh zahvalim, ker čutim, da smo na dobri poti, na pravi poti in pravi ljudje skupaj in da bomo s to sinergijo in s predsedstvom, ki ga imamo. Miran je tako skromen, tako velik, da meni včasih solze pridejo in, dragi Miran, hvala ti, da si to funkcijo sprejel in v najbolj kritični situaciji srčno vodiš tukaj in ti ponovno dajem mikrofon in če ima kdo seveda od članov, da te karkoli vpraša, tukaj ste in vprašajte. Če ima kdo kakšno idejo, karkoli. Mihael, jaz imam rokico gor. A, vidim, ja. O, daj. Vprašanje za Mihaela, lahko prosim. Lahko. Se sliši? Ful se slišimo, ja, povej. Ok. Danes je bilo čudovito predavanje. Pač na višjih frekvencah se v zadnjem obdobju vrtijo ta sporočila. Pa me vseeno zanima, ker v vsakdanjem življenju se še vedno ljudje z izzivi soočamo in včasih bi nam tudi pomoč mogoče iz kazenskega zakonika, če bi nam kdo samo namignil kakšno določbo prav prišla, pa me zanima, če to še vedno umestno vprašati. Torej, to je zelo za umestno za vprašati. O tem se pogovarjamo vsak dan. A veste kaj, jaz ne vem, komu sem kazal moj telefon zadnje dneve, ko imam registriran vsak telefonski klic od lanskega marca pa vse do zdaj, med 40 in 50 klicev dnevno, zato ker sem na te kartice tudi, če vidite, na te zelene kartice, moj telefon in ljudje me kličejo iz vseh možnih situacij. Zmeri sem na voljo razen takrat, ker moram počivati, ali pa takrat, ko žena reče, da moram domov priti, kar je bolj redko, a ne? Da sva par minut skupaj. Je pa seveda to, kar vam povem zdajle, ključnega pomena. Pravo je umrlo, sem zadnjič pisal v 39. srečanju, naj živi pravo. Želijo nam uničiti tisočletna znanja, tisočletna pravila, želijo nas vznemiriti do tiste mere, da mi iz ure v uro, iz koraka ne vemo, ali delamo prav ali ne delamo prav. Glejte, na 14 dni se pravila spreminjajo. Nonsens. Mediji bi morali to nemudoma eliminirati vsako tako novico, ki ne spada zraven. Kaj je smisel prava? Smisel prava je narediti zakon. To se pravi, mi imamo ustavo, naravno pravo,
za državno upravo je zakon. Ta zakon, dragi moji, je narejen zato, da naredi informacijo konstantno in naredi informacijo razumljivo in dolgoročno. To pomeni, da jaz, ko grem na cesto, vem, kaj je prav in kaj je narobe in da ne razmišljam, a je bil prejšnji teden tako, kako je danes, kako bo drug teden. Se pravi, nas so tako vznemirili, tako so nam zburili te duhovne vode, da zdaj je treba pa res zakon zelo dobro poznati. Jaz sem se zdaj, se pravi, 6 let fakultete, rimske pravo, diplomiral sem, magisterij sem na 3/4 naredil, ker sem se potem oženil, ampak nima veze. In ravno z tega področja ponovno javljanje starih oblik religioznega. Kaj to pomeni? Ponovno javljanje starih oblik religioznega. Glejte, tisočletne stvari se pojavljajo zdaj. Pojavljajo se tako imenovani vizionarske stvari. In te stvari nam zdaj le mešajo. Lahko nekdo ugasne mikrofon, prosim, Mari, lahko ugasneš? Mal je moteč. Tole, čakaj, da vidimo. Ok, hvala. In kar se tiče zakonskih osnov, ko vi pridete pred enega, ne vem, ravnatelja, učiteljico, redarja, policista, na pumpi, tam en študent, a veste, kaj je smisel tistega človeka? Kdo si? To, kar je Ervin zadnjič enkrat lepo predaval. Kdo si ti in kakšna so tvoja pooblastila, ali imaš sodni nalog za preiskavo? Morda si zapišite še enkrat 136. člen Kazenskega zakonika. Če nam ponavljajo 2 leti maske gor, maske tu, maske tam, če nam ponavljajo 2 leti cepi, 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 ajde cepi se, če si pa še sam tih bot, a ne? In tako naprej, test, dajmo mi ponavljati 136. člen, preiskava brez sodne odločbe je kaznivo dejanje. Pa še nekaj, v 3. odstavku 136. člena piše, dragi moji, poskus je kazniv. Poskus je kazniv in se kaznuje z ne vem koliko zapora. Poskus. Če pa to stori uradna oseba, je pa to še toliko hujš. Ampak kaj je narobe pri nas vseh? A veste, kaj je narobe? Sistem je tako narejen, da če oseba, ki jo nekdo preiskuje, policist, ki reče kontrola prometa, te ne sme brez sodnega naloga sploh pogledati. Kontrola prometa za policista je, da stoji na pločniku pa avte šteje. To je kontrola prometa, ne da tebe ustavlja in ti mu daš svojo pravno osebo oziroma tisto izkaznico. Ne, on te brez sodnega naloga ne sme pogledati na cesti, kaj šele ustaviti. Poskusi kaznivo dejanje. Okay? Potem je 132. člen prisiljenje. Nihče vas ne sme v nič prisiljevati. Miran danes zelo povedal v tej naši izkaznici tudi resolucijo Sveta Evrope, a ne? Na tistem prospektu, ki ste ga tudi dobili v tej kartici. Vidim, da ne čisto vsi, ker nekdo prosil, da je pošljem. Bom. Točno piše, da se nikogar ne sme posiljevati, prisiljevati. Država bi morala ozaveščevati, da je to svobodno. Ampak glejte, silnice teme in svetlobe so zdaj tako blizu. Čas se zgoščuje. Ali ste opazili, da je teden 3-krat krajši kot lansko leto in 5-krat krajši kot predlansko leto? Čas teče 100 na uro. A veste, oži se ta čas, se zelo oži in ker se tako zgoščuje, elita zgublja tisti prostor in se vse vidi, vse, nihče se več ne more skriti. Vsako dejanje se vidi, vsaka beseda se razbere, vsako srce se čuti. Čuti se, kdo je človek, kdo ni človek, čuti se, kdo je mrtev, kdo je živ, vse se vidi. Vidi se zdaj, kdo je cerkev, kdo se je prvi cepil. Pa kaj imajo namesto blagoslovene vode z cerkvi zdajle? Imajo, a ne, kemijo? Zdaj treba to ščistiti. Neč več blagoslavljati. Suzana, to sta 2 člena, kar se tiče pa zdravja. Konkretno vprašanje, Mihael. Ja, Konkretno.
konkretno povej. Namreč otroka sta bila recimo 2 tedna doma, sta se šolala od doma. Ne? Oče pač imamo deljeno skrbništvo, se ne strinja, je me prijavil na CSD, smo imeli obravnavo tam, pediatrinja mu je napisala eno tako lepo mnenje, pisano na roke pač vsem tem, ki verjamejo v ukrepe. Mati pa je bila, mati odklanja ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, otrokom predaja nepreverjene resnice o virusih, navedla je, da se bojita otroka samotestiranja in da se šolata od doma za to. Skratka, ona je to mnenje poslala na CSD in vse se je zgodilo na način, da sta otroka mogla iti na CSD. Ne? Da so ocenili stopnjo ogroženosti otrok. Zadeva se je končala v redu. Fanta sta zelo čustveno inteligentna, nadarjena učenca, pridna, pohvalila ju je psihologinja. Skratka, oče je dobil udarec, da ni nič narobe. Mene je pač obsodil, da ustrahujem, da indoktriniram otroke, da institucije morajo njem pomagati rešiti otroke iz mojih krempljev indoktriniranih. Zdaj pa, ugotovilo se je, da temu ni tako. Mene malo boli to mnenje pediatrinje, ki ni nikoli mene poklicala, nikoli ni otrok poklicala, da bi preverila, ampak je napisala tako mnenje na CSD. In jaz nisem za to, da kopleš pod reko, kar še bolj smrdi. Vsem bi pa poslala opomin pred kazensko ovadbo, da si ne bo tega več drzna narediti. Ne vem pa točno, če mi tlele lahko s kakšnimi členi, da jih navedem. Ja, zelo preprosto, gre za krivo obdolžitev po kazenskem zakoniku. Če poguglaš kazenski zakonik, KZ-1, se pravi kriva lažna obdolžitev, dobiš ta člen in tam noter točno piše, kaj to je. In se pravi, vsi očitki, ki so ti bili dani z namenom diskriminacije, diskreditacije, brez utemeljitve, brez materialnih dokazov, kar si ti vse naštela, je obupa, ne? To se pravi, tako dolgo toče po tebi, da te do tal zabija, ne? Naložiti 100 obdolžitev, a za nobeno nima dokaza, ker jih samo našteva. Se pravi, vse, kar si meni povedala tukaj in vse, čemur smo priče, si napiši na papir in podaj tako imenovano napoved kazenske ovadbe tej osebi na CSD ali oziroma s kom si že imela opravka in daj tej osebi, pediatrini, daj 3 dni časa, da se zjasni z dokazi, kar ti je povedala. Vkolikor ti ne da dokazov za te izraze, ki si, jaz jih ne bom ponavljala, ne? Ti veš, kaj ti je rekla, vkolikor ti za vse te izraze ne da dokazov, ji rečeš, da je boš kazensko, boš dala predlog kazenske ovadbe na okrožno državno tožilstvo, ali pa ker je to ona zdravnica, je uradna oseba, na specializirano državno tožilstvo, recimo, ker je to že nek. Oni imajo potem še to zdravniško zbornico, še tja lahko prijaviš. In pa seveda odškodninsko kazensko odgovornost za vse žalitve. Ker ti je naredila, v bistvu škodila tvojemu dobremu imenu, je še to po ustavnem načelu pravice do povračila osebi, ki je škodo naredila. Ne vem, mislim, da je 27. člen. To bi to že našla. Ja, saj vem. Ne, pardon, čakaj, bomo tle pogledali. Ja, gledaj, to je 26. člen, pravica do povračila, 2. odstavek. Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno, pazi, neposredno od tistega, ki mu je škodo storil. Se pravi, ti njo moraš službeno tožiti, ker ona je v poklicu in mora paziti, kaj govori. Ona ni psiholog, ona ni psihiater, ona je presegla svoja pooblastila. Ona je fizični zdravnik in to, kar je rekla, spada na psihiatrično kliniko. Zdravnik, ona je zdravnik za telo, se pravi tle in pa to, kar ti je naredila škodo, moraš na 2 strani odškodninsko in kazensko odgovornost, ampak moraš dati predlog, to sem hotel prej reči.
Ljudje kar pustijo, da se jih žali, ponižuje, ker je bila zadnjih nekaj let takšna pač vzgoja. Nihče pa ne ve, da mora dati takoj pritožbo, tožbo, kazensko ovadbo, odškodninsko tožbo, vložiti takoj na vseh nivojih. 3. A veste, kaj sem jaz delal 27 let? A vam povem, kaj sem delal? Nekdo me je napadel, ena uradna oseba, in kaj sem naredil? Dobil sem informacije, kdo je. Morajo biti stvari čas, kraj, oseba in dogodek. In vzročna zveza. To morate paziti. To so 4 stvari. In v teh 4 stvarih, dragi moji, napišite na napačne naslove. Vam kar povem, vi morate pisati na eno drugo ustanovo. Zato, ker ona ustanova je potem dolžna to poslati tja. Naprimer, vi pošljete na vrhovno sodišče ali pa na ustavno pošljete. Pa bojo že oni poslali na policijo. Ampak drugače, če dobijo pošto od vas ali pa od vrhovnega sodišča ali pa od višjega sodišča tja dol, reče, Madonna, zdaj pa že oni gor vejo. Vsak ima, a veste, kako imajo Hrvati krasni izraz, uvek ima iznad popa pop. In treba je tako ravnati, na 4 konce pisati, pa tudi testmo. Zato, da se to ne zgubi, da ne vtaknejo v predal in to se registrira. V teh primerih je treba tako napisati, pa ni treba nič dati vedeti v spodih, sem poslal kje pa kje pa kje. Ne, zapakiraš in pošleš tja. On je pa dolžen potem naprej reagirati po službeni dolžnosti. Suzana, ti to veš, kako funkcionira, ker si pač v takem poslu, se na stvari spoznaš. Tako da, glej, CSD tole žensko ji poveš, da ti mora pač zdravnico, pediatrinjo, da se ti mora opravičiti, dokazi dati v 3 dneh, sicer boš storila kežin. Če tega ne stori, imaš pisno, da tega ni naredila in akcija. Dala si ji možnost in tako naprej. Ker najbolj zanimivo je pa to, da je psihologinja, ki je potem preiskala pač otroka, zelo lepo pozitivno soglasje, mnenje dala, da otroka sta super inteligentna, da nista prestrašena, pač starejši se ne bo testiral, pika, ker se je tako odločil. In tudi oče jo ne more prepričati in nič. In to me je potem še bolj, toliko nemira nam je povzročila ta ženska, ne? Niti vprašala me ni. Skratka, na podlagi navedb očeta, se tudi oče ima tlele veliko, ampak jaz se ne grem vojne, bom pa pač tole pediatrini pač pokazala, naj si tega več ne dovoli, ne? Odlično. Jaz bi nekaj ti bi rad pokazal tukaj, bom zdaj nekoga poklical na ključno, pač se pogovarjamo, stvari se dogajajo, pa bi tebe prosil, če prideš. Pridi. Glej, bodi pozorna, glej, prosim, primi ta svinčnik. A vidiš, kaj je naredila? Kaj sem naredil zdaj? Kaj sem dal v roke? Svinčnik, ne? Ja, a ga je vzela? A ga je vzela? Ja, ga je vzela takoj. Čigav pa je ta svinčnik? Vaš. Naš, moj. Ja. A je to tvoj svinčnik? Ne, Ni. Zakaj si ga pa vzela? Ker sem jaz tako rekel. ker si ga ponudil. Zdaj ti bom pa ponovil. Izvoli. Hvala. Pa zakaj vzameš, če je moje? Ti si res, ljudje kar, a veste, pa vzame prekršek, pa vzame besedo in si jo vzame k srcu in ga začne razgraditi. Vzami, prosim, svinčnik. Ne bom. To je beseda, ne bom. Kdo ste vi? Dajte se postaviti zase. Pa to je moj svinčnik. Vzemite, da je to moja beseda. Kdo sem jaz, da bom jaz tebe učil, kaj moraš ti zase veš? Jaz vem zase. Ena pediatrinja, veste, ki zdaj vam daje psihološke stvari, ki tega sploh ne sme početi. Ki ne zna več holistično zdraviti, ki ne ve, kaj je duh, duša, telo, mental, ki sploh ne spozna teh nivojev, ona pozna samo tableto, farmacijo, zato ker dobi za vsako injekcijo 20 evrov v žep, danes je to njen biznis. In tak človek bo sodil zdaj po otrokih, katerih ne pozna, s katerimi ne živi, naprimi še malo. Ne bom. No, to je beseda. To je beseda, bravo. No, ne sprejmite stvari, ki vam jih ponujajo. Televizija vam ponuja cepljenje. Glejte, koliko ljudi je kar sprejel, kar jezi me. Noben ima svoje hrbtenice. Ne vzeti to, da te zdaj teži, reči,
tega ni, ampak bom vseeno napisala in napišeš. Jaz sem 27 let reševal stvari tako. Tukaj je bil Mihael, ki ga je bolelo srce, pa je jokal, pa je bil žalosten, pa ves ranjen. Pa je rekel, ta Mihael tle gor je dol gledal, pa je rekel, jaz moram pa temu človeku pomagati. Samemu sebi, veste, tako, z vrha dol sem se gledal in sem rekel, Mihael, daj nared nekaj, napiš, odpiš. A veste, kaj se je zgodil? Jaz sem to naredil in danes sem tukaj, tak kot sem, še vedno živ, vesel, zdrav, hvaležen in drug človek. Tako da, ne se pustiti, ne jemljite vsega in tudi dajte vi enkrat dobro besedo, pa ljubezen, pa prijaznost, pa razelektrite tiste ljudje, ki so recimo ta pediatrinja, pa socialna služba, se nimate z nobenim pogodbe. Povedal vam bom, kaj pomeni beseda obvezno. Obvezno ne morejo uzakoniti, ker ni zakon. Ga ne morejo. Zakaj ne? Zato, ker je to rezerviran terminus technicus za pogodbo. To se pravi, če imava mi dva pogodbo, se zmenjava, jaz ti prodam ta svinčnik, ti daš meni recimo račun ali pa nekaj, mi dva imava obveznosti in dolžnosti. Ona da meni denar, račun, jaz pa njej svinčnik. Vse je dogovor. Če tega dogovora ni, dragi moji, potem ni obveznosti, ni dolžnosti. Zakon ti pa ne more obveznosti. Rečejo, uzakonili bomo obvezno cepljenje. A veste, kakšna manipulacija je to? In vsi vzamejo ta zeleni svinčnik za sveto. Pa ljubi Bog, ljudje, ki živite. Obveze so samo iz obligacijskega razmerja. No contract, no case. Ni pogodbe, ni primera. Nikomor nisem ničesar dolžan. Pa naj z odloki serijejo kokorčijo, oprostite izrazu, ker to ni drugega kot sranje, ne? En umazan svinčnik, pa palčka v nos, pa gate na glavo, a ne? Vse veste, o čem je pel. Boš ti kaj povedal? Pridi, kar sem prid, da ti vidimo. Ja. Mihael, najlepša hvala. Hvala lepa. Tebi hvala za tako odkrita vprašanja, bravo. Jaz imam v bistvu samo eno vprašanje, čisto pravno, mislim, ker do teh stvari zdaj prihaja, stvari grejo po celem svetu na sodišče, pred katero so poklicane razne komisije, tudi vladne, ki se zdaj predstavlja pač razne dokaze. Jaz sem danes, ko pač nimam televizije, ne gledam, sem bil na obisku pri moji sestri in smo gledali šport. Mi je bilo tako nekaj čudenega in sem dojel šele tako po 10 sekundah, da pod logotom RTV Slovenija, Slovenija 1, od spodaj piše cepimo se. A bomo kakšen class X sud naredili? Ker v bistvu odgovorni so vsi, ki so to programirali, ki so kamermani, odgovorni uredniki programa, vršilec dolžnosti direktorja, to treba vse v čudo. Ker to ni sublimno sporočilo, to je direktno programirane podzavestno. Jaz sem mislim, če se spomnite, mogoče 2 meseca pa pol nazaj, 3 mesece nazaj govoril o prodaji zdravil. Sem imel predavanje, sem prebral zakonodajo in kljub vsemu temu počnejo te nezakonite stvari. Kako se lahko tle kar ena firma reklamira skozi zdravnika, skozi RTV, skozi vlado, vsi govorijo to poimensko, pa cepivo sem, pa uno, jaz sploh ne izgovarjam teh imen, ker me je grozno, ker to so tehnične stvari. Ampak gledajte, vse je nepravilno, ni registrirano, ni preizkušeno, je zaston. Bojte se stvari, ki so zaston od države, zelo se jih bojte, ker vas lahko stanejo življenja, ali otroka, ali partnerja, ali pa kaj več. Ne vem, če je lahko še kaj hujšega, ampak to je to. Se spominjam reklame Mobitela, svobodni kot ptice, zastojne SMS-i, svobodni kot ptice. In ljudje so kupovali Mobitel in so bili svobodni kot ptice. A veste, kaj se je zgodilo, ko je prišel račun? Plačati so ga morali. Pa noben ni bil več svoboden. Glejte, kako nas, ne, cepite se in tale pod logotom, kjer piše Slovenija 1, Slovenija 2, A kanal, Slovenija 3, Pop TV in vse tele stvari se gledal, je nekdo objavil na Facebooku. To je zadnja faza, oni več ne morejo narediti. Ko je ti enkrat na televiziji nacionalni podlogo napiše, cepite se, gledajte, kam še lahko napiše?
nima več nobene možnosti, to so zadnja vrata. Ja. Konec, nima več kam napisati, a ne? Že tako ali tako je ves dnevnik, 24 ur, je samo še plačana reklama strani vlade. Kdo bo odgovarjal? A mislite, da bo vlada odgovarjala? Ne bo. Župani so krivi. V vsaki občini. Pustimo nacionalno televizijo. Privatne televizije, ki so v določeni občini, so krivi župani. Župani, a veste kaj, če vi vtipkate, gledajte, jaz vam bom povedal eno zanimivo stvar. Če vi vtipkate ime osnovne šole, pa zraven vejca, pa z besedo napišete davčna številka, enter, pa vam bo vrglo ven busy. In kliknete in bo napisalo podjetje. Podjetja in potem šola ta in ta. In kaj je registrirana? Kaj je šola? Različna. Ena ima fitness, ena osnovna šola ima prevoz hrane, ena ima izobraževanje, ena ima vse troje, imajo davčno številko. In potem na desni strani, kaj piše? Piše, kdo je ustanovitelj, občina, in kdo postavi ravnatelja, občina. Kdo je kriv za vaše otroke? Župan. Vsak župan svoje občine. Jaz verjamem, da je prebivalcev v določeni občini več in da je par takih, ki imajo jajca, ki bodo šli na občino in bodo šli v županovo pisarno in mu bojo rekli tako, zdaj pa ali boš to, kar smo te izvolili, delo za nas, ali boš delo za državo. Vsakega župana v Republiki Sloveniji je treba obiskati in mu najprej dati vedeti, da vemo, zakaj gre. Če obnašanja ne spremeni, je to opozorilo. Naslednjič ga bomo vlekli iz pisarne pa na trg. Predvse. Nič vam ne pomaga protestirati tamle pred parlamentom. Verjemte mi, govorim od samega začetka. Nikoli nisem bil na protestih, ker to ni protest za više plače. To je naša zadnja vojna. Nas je Miran zadnjič vse lepo poučil. Ali oni ali mi. In če je župan izvoljen in skrbi za zdravstveni dom, za šole, za vse, kar imamo, za prebivalce, je dolžen to ravnati, je dolžen po vesti delati. Mene duša boli, ko to govorim. Zato, ker Janković, nesramen, govori, cepite se, tle v Ljubljani. A veste, kak denar dobi on za to? Pustimo Janšo pa to vlado, to so to 12 mandeljcev gor, ki zase ne vejo. Oni ne vejo nič, ker tako drugi delajo za njih. Ampak župani so pa neposredno odgovorni prebivalcem in državljanom Republike Slovenije. Direkt, v vsaki vasi, v vsakem večjem mestu, povsod po Sloveniji. 200, koliko je občin? 200 in še nekaj. Ljudje, pozivam vas, vsi, ki to gledate, župani nam uničujejo življenja. Ok? Ker župan je tisti, ki reče, v zdravstvenem domu se bo delalo to, maske se bo nosili tam, župan dela odloke. To je to, z moje strani. Ne zmorem več, me srce boli. Super. Hvala. Še kdo kakšno vprašanje, Rokca? Mihael, Ja. hvala. Pa vsem bom se jaz tudi pridružila Suzani, da te stvari še vedno rabimo, ker ti si sam povedal, da si treniral 33 let. Uporabo zakonov, mi jih pa še rabimo vsak dan ponavljati. Neprecenljiva hvala za vse te mesece, ki nismo imeli pojma, kaj malaš gor na zid na začetku. Zdaj o tem govori cela Slovenija. Res je, res je. V dobrem in slabem te omenjajo, nič hudega, to je njihovo. To ni moja stvar, jaz zelenega svinčnika ga imam svojega, ne jemljem drugega, jaz vem, kakšen je moj, tako da... Tako. Ja. Vsem pa v vsakem trenutku smo ti hvaležni, ne glede na... Iskrena, Zdenka, Bi želeli še imeti kakšno tako urico zraven v društvu, zaradi tega, ker tudi jaz sem se tako podobno počutila kot Suzana. Pa smo se slučajno najdli na šoli, slučajno enih 6 nas je bilo v ekipi not, ko smo eno skupino naredili, da smo, vsak je nekaj naredil in smo bili zelo vztrajni, ampak na koncu smo bili samo opozorilci, kljub vsem aktivnostim pa nismo dosegli praktično nič, ne?
Ja, preprosto, ker niste pritiskali na pravi gumb, a ne? Treba je pritisniti. Vse so tudi postopki najbrž, ampak na koncu smo bili premalo močni. ne. Jaz sam povem, da ljudje so pametni in so pogruntali, da jaz sem za njihovo igro, ki jo zdaj igrajo, škodljiv in jaz sem blokiran na Facebooku, ne morem ne lajkati, ne komentirati, nič 60 dni. Tišina je, v redu je, ampak ti ljudje mislijo, da je Facebook, če ga blokirajo, da bojo s tem kaj naredili. Ničesar, samo še slabše. Aha, Mihajla so blokirali, zdaj pa moramo mi razmišljati, kaj bi naredili in se zadeva razširila. Saj nisem edini, saj so drugi. Ampak gledajte, 8 mesecev sem rekel, kje so pravniki, kam so se skrili. Pa tudi zdaj, ker so se pokazali, dajo napačne nasvete, kasirajo, ljudi zavajajo, vse je v službi sistema. Sram naj vas bo, če si odvetnik ali pa državni tožilec. Jutri imam. A veste, kdo pride jutri? Nekdo pride k meni jutri, ljudje božji. Sramota, kaj se dogaja v naši državi. Ne bom omenjal. Ampak zelo z vrha, kako ljudi mučijo, a ne? V redu. Svetujem vam, da ste v sebi mirni. Zakon je popolnoma na vaši strani in zakon je narejen tako, da drži na dolgi rok. In zdaj, če se vi pustite tlele noter v tej steklenici, da se voda zmeša in peni, potem, gledajte, ni miru. Ne moramo funkcionirati, niti razmišljati, niti delati. Zakon nam nudi varnost, ker vemo, kako je. Ampak nekaj bi z vami rad še podelil, veste, da boste vedeli, da gre za agendo. Leta 2006 vam bom povedal, zakaj sem omenjal župane in zakaj sem tako hud in zakaj gospod Kambičevo tako podpiram, ker je verjetno edina, ki to upa reči, ostali vejo, ampak so tiho koriti, ker dobijo denar. Če imate ustavo pri roki ali pa si zapišite, pa si posebej poglejte. 140. člen ustave ima 3 člene. Od teh členov je bil 30. junija 2006 spremenjen drugi odstavek tega člena v uradnem listu 121, 140, 143 in številka 68, se pravi 30.6.2006. Kaj so spremenili? Poslušajte dobro. Najprej vam bom prebral člen, ki je bil v ustavi pred 2006. To se pravi od leta 93, a ne, ko je ustava šla, do 2006. Drugi odstavek, berem 140. člena. Pa bom pa spremembo prebral, da boste razumeli, kaj se dela. Piše drugi odstavek. Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti lahko država z zakonom prenese na občino ali širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to država zagotovi sredstva. Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti lahko država. 2006 so pa spremenili, zato ker seveda te agende ne bi mogli pelati, če ne bi spremenili tega odstavka, ker gre skozi občine. Ne govorimo o 90. členu, ne govorimo o 3.a členu, budalaštine. Kdor je to podpisal, nima blage veze v življenju. Ne ve, kako stvari v strukturi potekajo. Oprostite. Jaz sem bil v cerkveni strukturi do 30. leta, verjemite mi, da vem, kje so finte. Zdajšen člen v drugem odstavku pravi pa, se pravi prej pisali po predhodnem soglasju občine in tako naprej, zdaj pa piše samo to, država lahko zakonom prenese na občine upravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva. Se pravi, država da denar, naredi zakon in župan mora delati. Zato, ker je denar dobil, ne zato, ker je zakon sprejel. Zato, ker po predhodnem soglasju odpade občine, po predhodnem soglasju širše samoupravne lokalne skupnosti. Se pravi, se ljudi sploh več ne vpraša. Ničesar več. Dragi moji, ta člen bi bilo treba spremeniti pri občinah, potem pa ima ljudstvo spet oblast.
Ampak vseeno je še en člen prej, ta jih pa zelo muči. Občina lahko ureja samostojno vse zadeve, ki zadevajo samo prebivalce občine. Če se zakon sprejme, pa država denar da, če denarja ne sprejmeš, vtakni si zakon ured, ker je vse od denarja. Pardon, ko je. Dragi župani, sram naj vas bo, da ubijate slovenski narod. Sram naj vas bo. Mihael Belis vam danes, v soboto 4. decembra 2021, ponovno ponavljam, sramota, da ste na delovnem mestu župana, ker vi ne zastopate prebivalcev, ne državljanov, samo svoje riti in agendo. Fuj. Ludvik, povej. Ja, zdravljeni, vsi skupaj. Jaz bi samo čisto na kratko, zdaj ti si prej omenil, da si blokiran že, tudi jaz sem blokiran, vse smo vsi, no, tokrat. Tule, dobil sem tudi informacijo, da bi se naj po novem letu, najbrž že v Ameriki, že zdaj počnejo to, začeli ti taki računi na Facebooku brisati, taki pridni, kot smo tole mi, ne. Zato bi jaz predlagal, če bi, ne vem, mogoče na nivoju kluba, društva, če se nekako zmenili, pa bi šli vsi skupaj na VK, recimo na VK kontakte, ker tam pa, jaz imam tam račun, tam lahko objavljaš karkoli hočeš, pa ni vele cenzure, ni nič, tako da je tudi čas. Zelo dobro, moja izkušnja je takšna v življenju, ne, da ko te enkrat začnejo premikati, potem te naučijo premikati. Zvej, kam boš šel potem, ko bo tam prišla kapital pa cenzura, kam boš pa potem šel, a ne, pa boš šel pa na KV. Potem naslednjo boš šel, ne vem, mogoče tako. Jaz predlagam, a ne, najboljše je imeti, se pravi, nek zaseben forum ali pa delovati to, kar sem želel prej povedati, na čist drugih nivojih, veste. Mi ne hote, torej, vsi člani, iskrena hvala, ker ste se prijavili v društvo, ker ste začutili to potrebo. Nekdo je rabo listino, ki je mogel v službo. Nekdo je rabo za proti maski, nekdo je rabo to, govori se, sliši se. Veliko stvari je nekih individualnih, osebnih vzgibov, zaradi katerih se je marsikdo prijavil. Verjamem, potem pa to obdobje mine, pa se pojavi nov problem in tako naprej. Število članov ne pomeni nič, pomeni kvaliteta. In ti člani, ki smo med seboj povezani, se gledamo, se ne gledamo, mi točno vemo, da si bomo drug od drugem stali ob strani in če bo treba, se pokličemo in si damo na svet. Nikoli ne bo problem zame vstati ob 2 zjutraj, pa nekomu dati na svet, če ga rabi ob 6 zjutraj za službo. Nikoli ne bo problem, tudi ni bil. Ali pa če treba nekomu napisati nekaj, če se le da in če je glava kolikor toliko v redu, da mi oči tako ne lezejo, da lahko še razmišljam, še z zadnjimi očmi naredim. Vse vas imam rad in ker vem, da se rabimo in vem, kaj sem jaz, kako sem jaz delal, kako so mi ljudje, tudi meni takrat kakšni pomagali in vem, kaj pomeni. Ko veš, da se lahko na nekoga zaneseš, ko veš, da ti nekdo lahko pomaga v tistem trenutku, res pa je, da ne morem vsem naenkrat in hkrati in kakšen klic tudi zamudim, ne uspem vsega, hkrati je treba še delati, firmo pelati, živeti, tako da lejte. Ampak mislim, da smo na dobri poti, da smo prebudili veliko ljudi in ta rock'n'roll, a veste, Metuljev efekt, jaz sem vam en filmček poslal, en link Metuljevega efekta, ko klikneš, milimetrska kocka pade in po 4 klikih tudi ona meter pa pol se zruši. Največja barijera. Tak je zakon narave. Še kdo? Aha, ok, Ludvik, hvala. Upam, da nas ne zablokirajo čist, ker je le fajn se pogledati tako, a ne? Imamo pa tle še našo članico Sonjo, ki so se prejšnji teden pa ta teden dogajale čudovite stvari, si je malo zapisala in bi to z nami podelila. Ker smo tudi imeli celo vojno, ne, Sonja? Ja, res je. Ja, evo, pridi. Tukaj Sonja, jaz bom prvo povedala, moram strah prebiti, ker to je moje res najtežji. Enega je neki strah, ne vem, letala, enega je to mene pa strah govori, to je meni wow. In da bi let prebila, bom vam povedala od ponedeljka naprej, kaj se mi dogaja v službu, prebrala.
29.11., ko sem prišla v službo, mi je ravnateljica vprašala, če imam test. Drugače ne more delati. Odgovorila sem ji, da le ta nima zakonske podlage. Sem dodala, da nimam testov. Vprašala sem jo, če ima pooblastilo za moj pogled v moje osebne zdravstvene podatke. Da kar sem ji navedla kazenski zakonik, 131. člen, 132. člen in 136. člen Republike Slovenije KZ-1 in 43. člen ZDR-1. Potem je poklicala policista iz Domžal. Policista sta zahtevala, da pokažem PCT in da kršim. Tudi policista sta rekla, naj zapustim vrtec. Šla sem domov. 30.11. Ko sem prišla, je ravnateljica zahtevala PCT. Pokazala sem ji kodo in jo sama skenirala, ker nisem dovolila vpogled. Ravnateljica je zopet poklicala policijo. Prišla sta dva policista in bi rekla, naj pokažem PCT, naj poslušam ravnateljico. Napisala sta mi plačilni nalog, da kršim ZJRM-1, na kar sem zapustila prostore. 1.12. Ko sem prišla v vrtec, mi je že pri vratih čakala ravnateljica. Navedla sem ji, da bom sama skenirala. Ko sem odložila ključe od vrtca in avtomobila na pult, mi je pomočnica ravnateljice zasegla in pospravila. Spet je poklicala policijo, vendar sem jaz prej odšla domov. 2.12. Dopoldne sem šla na policijsko postajo Domžale, da bi naredil uradni organ zapisnik o zasegu ključev. Policist je odgovoril, da so last vrtca in jih ima pravico vzeti. V službo sem šla tudi tega dne, ker nisem morala stopiti noter, sem se pred zaprtimi vrati slikala. Po določenem času sem se odstranila. To je to. Bravo, ja. A vidite, kako je dobro, da se človek, tu če ima zaprta vrata, prvič, lastnik ključev ni vrtec, ampak je občina, a ne? In nihče ji nima pravice vzeti ključev, preden delovno razmerje, pogodbeno razmerje, ni uradno, zaklona je še vedno v službi, to je v procesu in ključev se ne pravi, vrtec krši. Vrtec krši, nič ne krši, ampak osebe, ki so noter in te osebe je treba seveda kazensko ustrezno preganjati, ampak je treba dati predlog pregona, je treba dati predlog pisno, je treba to dati. Če tega ni, je to to. Povem vam pa, zakaj so policisti, varnostniki, študentje in vsi, ki so na določenih mestih, pa na pumpah, tako trdni. A veste, kaj so se jim nalagali? A veste, kaj so jim rekli v ozadju? Vsi tisti, ki jim te službe ponujajo? Da lahko delajo z ljudmi, karčijo, da naj delajo, karčijo, naj jih žalijo, kukarčijo, da jih lahko tudi fizično, da imajo v ozadju takšne pravnike in takšno pravno zaščito, da njemu pa noben nič ne more. Zdaj si pa vi predstavljajte tega človeka, ki gre s tem zelenim svinčnikom, ki ga je vzel, ne? Zdaj pa gre s tem zelenim svinčnikom vsakega po glavi tolče, a ne? Komu pa barve zmanjka, pa se mu svinčnik zlomi, pa gre ker ga pač nekdo nalom nazaj. In potem v zadju rečejo, ja, mi pa ne moramo, veste, zdaj so se pa zakoni spremenili, pa vse to, kar smo vam povedali, so samo pravila, zakona ni, vi res ne smeli preiskave delati, se pravi 7. alineja 5. člena zakona o pacientovih pravicah, veste, dovoljuje, da se človek sam odloča o vsem tem, res ste, en kup stvari ste narobe delo in ne moramo vas in zdaj pač 11.000 evrov zaradi mobinga, zaradi žalitev, zaradi vsega tega. In ti ljudje sploh ne vejo, kaj jih čaka. Dragi člani, iz vsakega mesta, gledajte, mi smo zdajle, pozdravljamo vse tiste, ki so prvič med nami, dobrodošli. 228 novih članov smo včeraj poslali članske izkaznice iz mnogih, tudi sosednjih držav. Veliko ljudi se zanima in tudi vidijo. A veste, v vsem tem, kar se nam dogaja skupaj, moramo ostati močni, povezani, enotni. To je moje sporočilo danes, bi pa dal še Miranu besedo zaključno, tako da jaz sem čustveno tako zdaj znerviran, ker da mora en človek
ki tavče po lastnem narodu, za 3,5 €, ko stoji na pompi in zahteva, ne vem, neko kodo, ki je čisto nelegalna. A veste, kaj vam povem, kaj se zdaj dogaja, ne? Sam to še stavek, psihološko, gledajte, kaj se dogaja. V časopisu napišejo, preiskali so policiste, ki so ponarejevali, kaj že te, interoperabilna potrdila, potem tam nekje v Celju, pri Celju v eni bolnišnici so tam zdravniki in kaj s tem naredijo, ne? A veste, kaj s tem naredijo, ko rečejo, da je tam policist ponaredil potrdilo? Oni legalizirajo svojo laž, ker ta interoperabilna potrdila sploh nimajo pravne veljavnosti, virus ne obstaja, epidemije sploh ni, epidemija je bila 14. maja 2020 priklicana. Dajte pogooglati, od 15. maja 2020 ni epidemije več. Pa vam napišajo zaradi epidemioloških razmer, PCT, ma kakšna epidemija, pa pogledate poročila, zaradi epidemiološke slike, se sem že o tem govoril, ma kakšne slike, ne me meni fafat neki, ne jemljem tega zelenega svinčnika, oprostite, poslušajte, kaj govorijo, pojďte preveriti, pa boste videli, kaj to je, ne? Treba je pa s temi ljudmi, s katerimi pridete v konflikt, ravnatelji, zdravniki, socialne službe, pa tamle, jih pogledati v oči in jim povedati to, kar jim gre. Kdo si ti, a imaš sodni nalog, imaš pooblastila, nimaš. A te je vlada pooblastila? Ni. Ne dam svojih podatkov, ker jim jih ni treba. Nisem v sodni preiskavi, ker nimaš sodnega naloga. Pust me na mir. Treba je to z vseh koncev pritiskati. Ostro, strogo, a hkrati prijazno. Zahvalite se, da so tam, da skrbijo za zdravje, a hkrati zahtevajte kontra. Če on zahteva nekaj, mora najprej dati nekaj, a ne? Ne more sam zahtevati od nas. Dajte si to zamisliti. To je to za danes. Mal dolgo, vsi skupaj tudi na YouTubeu bomo mal prekinali, a ne? Razen, če ima kdo še tle kaj za vprašati, drugače pa Miran za zaključno besedo, lepo prosim. Ja, lahko.